Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa iz športnega parka v Kidričevem, kjer odpiramo 24. krog lige Telemach, Aluminij in Mura. In ima pravzaprav le še karton bonusa. Po 8. bo počival ob vsakem kartonu rumene barve. Tole je velika priložnost za Muro, toda žoga je končala v naročju Lana Jovanovića. Prva res prava priložnost za Muraše. Zadetka na zadnjem medsebojnem obračunu teh dveh ekip. Tudi za Tripija je to edini gol v prvi ligi. No, tole je bila priložnost po podaji Pucka za Marošom, ampak samo kot bo za Muro. Zdi se malce sam nase Amadej Maroša ob tej priložnosti. Poslati v kazenski prostor Drseče. Pišek ukradel še eno žogo. Podal Brkljači, Brkljača s predložkom, Matić strelja gol! 1-0 Aluminij, krasen zaključek Tina Matića. Vele mojstersko, ko žoga takole prihaja od zadaj in potem iz obrata z volejem zaključiš to. Tehnično gledano ni niti malo lahko, vse to pa je uspelo Tinu Matiću. Čakš pa bo svojimi 197 centimetri seveda prava tarča za svoje soigralce. S podajami v napadu Matić preigrava, Matić strelja, 2-0! Kakšen gol Tina Matića! Še drugič danes. V 62. minuti se je poigral z obrambo Mure ta hrvaški napadalec in na velemojsterski način dosegel še svoj drugi današnji gol. Aluminij vodi z 2-0 in tole je zdaj velik izziv za Muraše. Agresiven je zdaj Luka Turudija, v 6. nastop v prvi ligi, priložnost za Čakša, Čakš je sam pred vrati, ostaja 2-0, pa potem strel Črnjaviča z razdalje, kakšna obramba Lana Jovanovića. Odličen poizkus je bil to. Tilna Črnjaviča. Dobro podaja Nuhanovića, priložnost za Muro in tudi tu brez zadetka. Če sem videl prav, je Lami poizkusil z glavo. Ščernjavič, Maružin do žoge in to je nova velika priložnost za Aluminij. Maružin strelja, mimo vrat je zletela ta žoga. Robert Pevnik, pobegnili ste tele megli v Kidričevem, ki se je zdaj spustila, ampak vi ste opravili svoje, ko je bilo potrebno na igrišču 2-0. Kako ste danes zadovoljni z igro svojih fantov? Zelo zadovoljen na taktični disciplini, na konkretnosti v napadu. Dosegli smo 2 zadetka, lahko bi še 2 ali 3 pri 2-0, tako da mislim, da smo mi bili bliže 3. zadetku, ko Mura drugim, čeprav so imeli neke situacije, ampak mislim, da smo bili danes boljši in zasluženo zmaga. Še enkrat bi rad čestito fantu, se zahvalil na borbenosti in zelo vesel sem za te mlade igralce, da se dokazujejo na najvišji ravni v slovenski ligi in ne jim bo to dobra odskočna deska. Morda samo še beseda 2 o naslednji tekmi, ki vas čaka proti Bravo v Ljubljani. Zdaj ste se malce odlepili, predvsem od tega zadnjega mesta boste začeli gledati proti klubom, ki so više? Pa ne bom rekel,
ne bom govoril, ne bom komentiral situacije v Muri, ampak mi bi bili, se mi zdi, 1 točko ali 2 točke do 6. mesta. Jaz sem rekel pred sezono in še vedno vztrajam, da imamo kvaliteto, da niti nismo rešeni, da pa niti nismo izgubili tega 6. mesta in mi bomo vse naredili, da prijemo do tega 6. mesta. Tonči Žlogar, poraz v Kidričevem z 2-0, kaj dobrega izluščiti iz današnje predstave, morda to, da ste vendarle sprožili 17 strelov, ampak realizacije nikakor ni bilo. Ja, mislim, da dober prvi polčas, nerazumljivih slabih 20 minut v drugem polčasu, ker smo bili kaznovani v bistvu iz prve prave priložnosti Aluminija. Priigrali smo si dosti priložnosti, nismo zadeli zdaj v bistvu 2 tekmi, 2 prijeta zadetka, nobenega nismo dali, to ni v redu. Ampak v bistvu mi do te priložnosti se ustvarimo, polje pa tudi malo sigurno je kvaliteta posameznikov, da se to realizira, ker tekma bi šla prav gotovo v drugo smer. Ampak nič nimamo kaj, zavedamo se situacije, v kateri smo. Imamo, mislim, da bomo zdaj se spet ponavljal s temi težavami, ampak popolnjujemo igralna mesta po pozicijah, ker niso idealne za igralce, ki jih imamo na razpolago. Težko trenutno držimo tudi nek ritem skozi 90 minut. Načeta je nekoliko samozavest, prejmeš prvi gol, pol nerazumljivo pademo, ampak moram reči, da kljub porazu je bilo opazno dosti dobrih stvari in da ni drugega kot delati in se pripravljati tako na naslednje tekme. Zdaj, nekateri se bodo vrnili po kaznih, z tega vidika vam bo verjetno lažje proti Olimpiji, ki bo vaš naslednji nasprotnik v prvenstvu, ampak zagotovo prej razmišljate o osmini finala pokala Čarda Martjanci, tu ste seveda v vlogi izrazitega favorita. Ja, sigurno naša prva misel zdaj je pokal, bom rekel tudi glede na današnji rezultat. Jaz sem tudi pred tekmo dejal fantom, je po mojem oceni bila ta tekma bi lahko bila prelomnica, ali loviš mesta za Evropo v prvenstvu, ali moraš biti pozoren seveda na ekipe, ki so zadaj in nismo speljali tekme tako, kot smo si želeli, rezultatsko bom rekel. Ja, čaka nas četrtek pokalna tekma, ampak zdaj naš cilj sigurno je, da se uvrstimo v četrtfinale in zdaj se moramo najboljše pripraviti tekmo po tekmo, prešteti se, koliko nas je in iti v četrtek na zmago. Tin Matić, 2 zadetka, potem Aluminij zmagal, vsaj tako izgleda v tem pomladanskem delu sezone. Tin, čestitke za 2 zares izjemna gola, eden lepši od drugih. Verjetno ste zdaj zadovoljni tako s svojo igro, kot danes tudi z igro celotnega moštva. Pa mislim, da smo danas super krenuli s utakmicom, taktički smo odigrali super. Na kraju nas je to nagradilo s 2 lijepa gola, cijela ekipa odigrala od prvog do zadnjeg odlično, tako da mislim da smo zasluženo danas pobjedili. Zdaj imate že kar lepo prednost pred zadnjo uvrščeno Rogaško. Boste zdaj začeli bolj gledati proti ekipam, ki so še više, ali vendarle še malce gledali nazaj? Pa ja mislim da mi uvijek gledamo prema napred, nikad prema nazad i to je cilj na kraju krajeva, tako da borba na kraju da ostanemo što na višoj poziciji i to je to. Na naslednjem krogu vas čaka Bravo, vemo, v Šiški je vsaki ekipi težko. Bome, svakoj ekipi je teško i mi ćemo dati sve od sebe da uzmemo koji bod tamo i da se vratimo u Kidričevo sa par bodova. Sandi Nuhanović, poraz v Kidričevem z 2-0, kar nekaj poizkusov z vaše strani, na koncu smo videli, statistika kaže 17 strelov, ampak nekako premalo konkretni ste bili. Kje vi vidite glavne razloge pravzaprav za poraz danes tu v Šumi? Ja, svoje priložnosti nismo izkoristili, drugi polčas smo zelo slabo začeli, dobili tisti gol, potem hitro drugega in pa se je težko pobrati. Kar nekaj težav imate s poškodbami, tudi kazni so tu, dobro, nekateri se bojo zdaj vrnili, vsaj za četrtek, ko imate pokalno srečanje s Čardom Martjanci, tam boste v vlogi izrazitega favorita, verjetno pričakujete uvrstitev v četrtfinale. Ja, seveda, to tekmo moramo zmagati in pa se pripravljamo na Olimpijo. In potem Olimpija, kako se znova resetirati, bomo rekli tudi v prvenstvu in predvsem v realizaciji pokazati več. Nič organizira tole tekmo, dober trener cel teden in na polno v nedeljo.